Na tiskovni konferenci je notranji minister Aleš Hojs podal številke prehodov potnikov iz Hrvaške in število izdanih karantenskih odločb. Po napovedih hrvaških organov je na Hrvaškem še okoli 30.000 Slovencev, sam pa ocenjuje, da bo Hrvaška na seznamu nevarnih držav še vsaj 3 tedne. Torej to, kar je povedal gospod Kacin, morda dopomnim samo še z zahvalo tudi vam, se pravi sedmi sili. Moram nekako reči, da ste od prejšnjega petka naprej na nek način tudi vi pomagali z vašim obveščanjem. To obveščanje je bilo izjemno intenzivno, vezano na problematiko Hrvaške in rdečega seznama in mislim, da je tudi to vaše intenzivno poročanje, ki je morda kdaj res da že mejilo na pod narekovajem paniko, ker se morda odraža v kakšnih družbenih omrežjih ali pa na kakšnih forumih, pa vendarle tudi, hočem reči, ključno prispevalo k tomu, da nismo imeli nekega kolapsa na naših mejah, kajti očitno, in to potrjujejo tudi številke, je, da so se slovenski državljani vse od prejšnjega petka, torej od takrat, ko smo, oziroma prejšnje sobote, torej 10 dni nazaj, ko smo začeli intenzivno objavljati namero vlade, ki seveda sledi dejanskim številkam okuženosti na Hrvaškem, predstavitve te države na rdeči seznam, torej državljanov, ki so upoštevali ta naša priporočila in seveda vaša obširno objavljali o tem. Zdaj, če se osredotočim zgolj na zadnje 3 dni, ki so bili nekako najbolj fokusirani ali pa v katerih smo nekako pričakovali največji naval na naše mejne prehode na južni meji, moram reči, da, tako kot ste sami tudi videli, poročali, da nekega strašnega navala na naše mejne prehode ni bilo. Ni pa seveda res, da bi bile ti mejni prehodi na nek način, če rečem bolj nekako po domače, opusteli ali pa da tam ne bi bilo nikakršnih prehodov. V policiji smo naredili analizo, torej policija je naredila analizo in pravzaprav ugotavlja, da število tistih, ki so prestopali v zadnjem vikendu slovensko-hrvaško mejo, ne odstopa bistveno od prestopov pred zadnjega vikenda lanskega leta. Torej primerjavo smo delali pred zadnjega vikenda meseca avgusta lanskega leta, da ne bo pomote, torej ne konca leta, ampak meseca avgusta. Torej delali smo primerjavo med pred zadnjim vikendom lanskega avgusta in letošnjega avgusta in številke so zelo podobne, pri čemer seveda smo upoštevali tudi nekaj manjšo intenziteto, torej za upoštevanje neke manjše intenzitete dopustovanja slovenskih državljanov na Hrvaškem. Zdaj, moram reči, da smo v teh 3 dneh, torej podatke bom podal za 3 dni, torej za soboto, nedeljo in ponedeljek. Številke se gibljajo, številke bom tudi zaokroževal, ne bom govoril v enicah ali pa deseticah, se pravi, bom govoril o okroženih številkah. Torej v teh 3 dneh je slovensko-hrvaško mejo prestopilo cirka 226 tisoč državljanov, oziroma ne slovenskih državljanov, ampak potnikov, se popravljam, potnikov. Od tega je bilo slovenskih državljanov v soboto 22.8. približno 22 tisoč, potem imamo naslednji dan, torej 23.8. približno 25 tisoč in včerajšnji dan približno 16 tisoč. Torej, skupna številka slovenskih državljanov, torej, ki so se vrnili v teh dneh, je tam nekje okoli 60 tisoč. Torej, ta številka dejansko ni majhna, res pa je, da so se očitno prerazporedili tudi tekom posameznega dneva tako, da večjih zastojev na naših mejnih prehodih ni bilo. Ob tem je zelo zanimivo povedati oziroma predstaviti izdane karantenske odločbe v teh dneh. Torej, karantenske odločbe v teh dneh se, kot veste, niso mogle ali pa se niso nanašale na tiste, ki so prihajali iz Hrvaške. Torej, v teh 3 dneh smo še zmeraj imeli opraviti z izdanimi karantenskimi odločbami za vse tiste, ki so prihajali bodisi iz Bosne, bodisi iz Srbije, bodisi iz Kosova, torej iz držav, ki so že bile na rdečem seznamu ali pa ki so na rdečem seznamu že dlje, in številke so naslednje. Torej, v teh 3 dneh skupaj je bilo izdanih 2138 karantenskih odločb. Številka je kar precej velika, precej visoka, in sicer po dnevih 24.8. 570 odločb, 23.8. 1272 odločb in 22.8. 296 odločb.
Zdaj, zakaj je to zanimivo? Zanimivo je zato, ker smo seveda spremljali tudi izdane karantenske odločbe od podatka imam pač do 8 ure zjutraj, torej od polnoči do 8 ure zjutraj. Danes je bilo izdanih 62 karantenskih odločb. Seveda je treba jasno povedati, da po moji oceni te analitike še nismo naredili, jo seveda tudi lahko naredimo, oziroma Ministrstvo za zdravje jo lahko naredi. Po tej analitiki seveda je moja ocena, da te karantenske odločbe, ki so bile izdane od polnoči do zjutraj, niso nič drugačne kot tiste, ki so bile v preteklih letih izdane. Torej, po moji oceni ne gre za tiste, ki bi se vračali iz dopustovanja na Hrvaškem, ampak gre enostavno za tiste, ki so prišli ali pa prihajajo tako kot ostali preko vikenda iz, se pravi, držav Bosne, Srbije, Kosova in ostalih rdečih držav. Torej, mi računamo, da bi karantenske odločbe, ki se bodo nanašale na naše državljane, ki so ostali na Hrvaškem in so odločili, da dopust dokončajo, ne glede na izdane karantenske odločbe, ki jih čakajo na meji ob povratku, le-te v večji meri lahko po moji oceni prišle v poštev ali pa bodo izdane tam nekje ob koncu tedna, torej ob rednem vračanju smen, torej petek, sobota, nedelja, in pa seveda morda tudi nekaj več prav naslednji ponedeljek oziroma kdaj smo 31. Mislim, da smo v ponedeljek 31. Torej pred začetkom šolskega leta. Zdaj moram reči, da z izdanimi, ker smo tudi pripravili neko kratko analizo, z izdanimi karantenskimi odločbami v teh 3 dneh je, kot veste, smo na policiji ob uvedbi te aplikacije, saj sam sem to zahteval, seveda zahteval tudi spremljanje časa izdane karantenske odločbe, tako da imamo pravzaprav za vsako karantensko odločbo merjen tudi čas, v kolikem času jo posameznik prejme oziroma dobi. Moram reči, da so se iz tistih začetnih, če se spomnite, pred mesecem, morda malce več časov, ko so dejansko bile še, če temu tako rečem, porodni krči samih izdajanj karantenskih odločb časi drastično znižali. Tako lahko govorimo danes, tukaj imam tudi podatke, tudi tabelarične podatke, praktično 90% karantenskih odločb ljudje prejmejo tam nekje v roku med 5 in 7 minutami, kar po moji oceni ni ne vem kako dolg čas. Mnogo teh seveda je izdanih celo prej, torej v 2-3 minutah. Drži pa, da se kakšna posamezna odločba ali pa da se kdaj tudi kaj zalomi, torej lahko gre za kakšen napačen vnos, lahko gre za kakšen težave pri prenosu podatkov, lahko gre morda tudi za kdaj tudi kakšno počasno delo, bodisi policistov, bodisi tistih, ki na Ministrstvu za zdravje podpisujejo karantenske odločbe, seveda ničesar ne moremo izvzeti, tudi to je mogoče. Pa vendarle moram povedati, da sem po tej statistiki torej v zadnjih 3 dneh, da je bilo samo nekih 6-7 odločb ali pa, če pogledam še naslednji dan, recimo plus dodatne 4 odločbe, kjer je čas izdajanja teh odločb prešel 15 minut, torej dlje kot 15 minut, nobena pa se ni čakala dlje kot 21 minut. Torej 21 minut seveda je dolg čas, to moramo pač priznati, to je predolgo, zato bomo seveda tudi te špice ali pa te odklone ali pa te izjeme, ki so se pojavili v naslednjih dneh oziroma poskušali ugotoviti, zakaj do tega prišlo in v največji meri odpraviti. Morda za konec še beseda 2 o temu, kar je bilo v zadnjih dneh veliko objavljeno posebej na družbenih omrežjih, tudi nekateri poslanci so nekako veliko bolj seveda iz opozicijskih vrst nekako trdili ali pa namigovali, da je seveda obvoz preko Madžarske možen. Tukaj naj bom jasen, že danes, torej preden je začela veljati ta datum, danes ob polnoči je policija občasno izvajala kontrole na Hrvaškem, na slovensko-madžarski meji, zaradi tega, ker že danes je bilo seveda mogoče predpostaviti ali pa domnevati, da bi se kdo iz Bosne ali pa predvsem iz Srbije, morda ne tako iz Bosne in Srbije, pa kot veste je tam posebej, če ste doma iz severnega dela Srbije,
praktično krajša čez Madžarsko, kot če se vozite čez Hrvaško, izvajala naključne kontrole. Torej tudi do danes je bilo mogoče od vsakega, ki je pristopil v to slovensko-madžarsko mejo, zahtevati potrdilo oziroma dokazilo, da ne prihaja iz nevarne države, posebej, če seveda so policisti prepoznali, da je tam nekdo z srbskimi tablicami ali pa da je državljan Srbije ali pa Bosne. Kot veste, smo uzakonili v PKP zakonih obratno dokazno breme, torej niso policisti tisti, ki morajo dokazovati, da nekdo nekje bil, ampak mora vsak, ki prihaja v slovensko državo, dokazati, da je nekje bil ali pa da nekje ni bil. Torej ta poostrena kontrola na madžarskem slovensko-madžarski meji se bo vršila tudi v naslednjih dneh. Ob tem pa naj povem, da smo seveda dogovorili tudi z hrvaškimi mejnimi organi in seveda delamo tudi z madžarskimi. Za vsakega posameznika seveda je moč preveriti torej ad personam, kdaj in kje je prestopil bodisi hrvaško-bosansko mejo, bodisi hrvaško-srbsko mejo. Tukaj ne gre za avtomatizme, gre pa seveda za poizvedbo, ki jo lahko slovenska policija v vsakem trenutku da hrvaški policiji, to je bil dogovor med obema policijama in za vsakega posameznika se da preveriti, ali je prestopil te dve meji. Enako seveda je tudi za prestop slovenskih državljanov meje Hrvaške in Madžarske. Toliko v kratkem. Moram seveda tudi na tem mestu se zahvaliti slovenski policiji za to, kar je v zadnjih dneh aktivirala. K sreči obremenjenost ni bila taka, kot smo pričakovali, pa vendarle slovenska policija je bila na neke večje število potnikov, večje zastoje na mejnih prehodih pripravljena, kar se je nazadnje odražalo tudi v tem, da smo odpirali dodatne vstopne steze povsod tam, kjer je bilo to mogoče, in pa zagotavljali zadostno število policistov, torej stafa na mejnih prehodih v celotnem obdobju zadnjih 10 dni, ko je po naši oceni seveda ta razporeditev skozi teh 10 dni slovenskih državljanov vračajočih iz Hrvaške bila tudi bolj intenzivna.